Sem Simon Vadnjal, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno. Pozabila navodila in Simon Vadnjal, Dan za sanje, pa je album, ki ga bomo danes predstavila. Simon, zdravo. Dober dan, ja, lepo, Dan za sanje, ja. A veš, od 14 leta, ko sem kitaro prijel v roke, pa razmišljal o globalnih problemih, se veš, ko si 14 let star mulc, ne, to so vse blazni problemi. In kako jih rešiš, a veš, od punc dalje in tako, ne. Ja, pač vse poveš kitari, ne, pa začneš skladati prve harmonije, pa začneš pisati prve poskuse besedil in pa sem bil pečen. To je bila moja muzika, sem se zaljubil vanjo in me še do zdaj usrečuje. In vidiš, sred 40-ih naredim samostojen prvi avtorski album s pomočjo prijateljev in so se mi resnične sanje in sem vesel in ponosen. Torej danes sanjaš, je dan za sanje. Je, zaradi tega, ker se ne zgodi vsakmu, da se realizira to, o čemer sanjaš že kot mulc, kot najstnik, ne. In glasba je zanimiv ventil zame, tukaj dajem ven svoje čustva, razmišljam v besedilih tudi o aktualnih temah, tudi o kakšnih, mogoče niso samo ljubezenske, ampak so tudi družbeno kritične in lepo je pa to, če se koga to dotakne, mu mogoče naježi kakšno kocino, mu da kaj misliti, mu da kakšnega črva v glavo, da razmišlja, ali pa tudi samo hook oziroma melodijo, da si jo vrti v glavi cel dan ali pa celo noč. Čeprav je verjetno bil tisti najlepši dan za sanje 17. maj, ko je išel album. Ja. Takrat si bil na oblaku v nebesi. Išel album tako, ampak v malo nenavadni obliki, ne? Danes bi lahko frisbee metala. Točno tako, sem ti prinesel oziroma vaši ekipi frisbee. V bistvu ja, razmišljal sem tako, veš, delal sem sondaža, reče Marcel Štefančič, veš, se pravi, mini anketo, ne, med sodelavci, frendi, glasbeniki sem sprašal, ti, a imaš še kam CD zadat, ne? Pa jih je tako pa rekel, mislim, da imam še v avtu, ja, ampak daš na kompjuterju več nimam, ne, Sem rekel, kaj pa LP-ka, imaš platne špiler? Ja, pri mami doma je na podstrešju. In pa sem začel razmišljati, pa kako, ne, kaj zdaj, če CD dati, a veš, da bo tam nekje skladiščen LP-ko, da jo bojo mogoče enkrat na let nekdo zarolil, razen seveda so izjeme, ne, se veš, da so ljudje tudi strastni, poslušajo samo LP-ke recimo, ne, ampak jih una večina povozno, so v manjšini po mojem, in sem se odločil, da bom naredil frisbee, malo out of the box razmišljanje. To je stvar, sem je dal v pisarno, kjerkoli se je pojavil, se začnejo ljudje igrati, zabavati, si ga podajati. Tako je spominja na v bistvu obliko EP-ja oziroma LP-ja, ker je črn in ima lepo tako obliko kot album. Na drugi strani imaš pa QR kodo, pa smo malo bolj sodobni, pa je tehnologija, poskeniraš, pofotkaš, te odpelje do vseh pretočnih platform, ne vem, karkoli že imaš, Spotify, Apple Play, karkoli že in si naložiš moj kompleten album. Vidim, da ste glasbeniki pri izdajah albumov v zadnjem času zelo inovativni. Pred kratkim sta bila pri meni 2B in sta prišla samo s trzalico. To sem pa tudi slišal, tako da obema pohvale, oziroma fajn, simpatična ideja, pa še veš, ona da sta po mojem v Fenicah razmišljala, veš, tako eno trzalico za spomin. Pa gor ima še QR koda za album. Bravo, tako da, ja. Tako da je dejansko, mislim, da Gašper je imel vse albume s sabo. V škatli. Točno tako, evo, dobra ideja. Treba malo razmišljati, gled, ker se mi zdi, da glasba je velik in način, kako se dotakniti ljudi, da prije do poslušalcev, to je treba pa malo razmisliti tudi. Ni enostavno sam tako narediti album, pa ja, vsega bojo že najdel. Ni čisto tako, ne. Treba malo razmišljati, kako prije do ljudi. Mogoče je tudi ta izdelek povezan s prvo skladbo Pozabilo navodila, kajti danes že za uporabo tega treba imeti kar nekaj navodil, ki pa jih običajno sploh ne beremo. To je res, ampak a veš, da ta tehnologija se v bistvu je čisto simpel. Jaz mislim, da bi tudi kakšno nono ali pa nono tako mot naučil, ko se na telefonu njenem ali njegovem pritisne uno fotko, klikneš na link in si tam, tako da jaz mislim, da je tehnologija malce zakomplicirana, če razmišljaš o njej, kako je sestavljena od zad, ampak za uporabnike mislim, da zelo enostavna. Druga bo Kam, 4. singl, ki si ga izdal kot solist leta 2021. Ja, takrat je bil čas tiste čudne psihoze s korono in sem razmišljal malo vsebinsko, kaj se nam dogaja na naših podstrešjih zaradi situacije, v kateri smo se znajdli praktično cel svet, tako da čist mislim, da je logično vprašanje, kam to vse skupaj pele pravzaprav. Tako da, ja, jaz aktualne teme, tudi to, kar se dotakne čist običajno vseh ljudi, premlevam v njih in jih probam uglasbiti, upesniti in Kam je ena od teh. Radioaktivno. Kam in Simon Vadnjal z albuma Dan za sanje si v tem čudnem času veliko pospravljal po podstrešju. Sem, v bistvu je glasba ene vrste pospravljanje ali pa zračenje podstrešja, točno tako. A veš, kaj se te ene stvari nabirajo, pa razmišljaš v njih, tako kot enemu ta zadnjemu procesorju v možganih. In to je v bistvu taka dobra meditacija, ko začneš, jaz ponad tekste kar na roko napišem, in začneš razmišljati o temi in potem plest lepo besedilo,
da se poveže lepo z melodijo. Tako da to je neke vrste zračenje podstrešja, tako je. In fajn je, ker ti omogoča, da izliješ kakršnakoli čustva že so v pesem, najlepše pa to, če se koga seveda dotakne in ugotovi, lega, tam še en podobno razmišlja, kaj jaz. Dejal si, da pišeš besedilo na roko, pomeni, da bodo išli čez 300 let, če tvoji rokopise. Se res, se sploh ne bojo več znati brati teh kraca, veš. Dobre, se pa veš, da moraš za to elektronsko obliko, ne, da tam je nekje, da se ne zgubi, ne. Če ne mogo že fascikle delati. Ampak imam pa še vedno iz najstniških let, ali pa poje še tudi študentskih en zvezek, kjer so še na roko ta stara besedila napisana in to ima tudi svoj čar, no, ampak mogoče bo pa sam to preživel čez 300 let, veš. Kaj pa, če se zgodi nek mrk digitalni in pol, puf, in kaj bolj? Govorijo o tem, če se slučajno zamenjata pola, da se zda zgoditi marsikaj čudnega. Aha, no, veš kaj, mogoče boš do tega navo doživela. Kar ne bo čez 300 let to problem, če se bo zgodil, se bojo ukvarjali z njim. In Simon, kakšni so sedaj občutki, ko imaš solo glasbeno osebno izkaznico? Všeč mi je in stojim za njo in veš kaj, vse se mi zdi, da tudi glasbeni uredniki in ljudje, ki muziko malo bolj resno poslušajo tako, da jim nekaj pomeni, da imajo odnos do tega, da še zmeraj pričakujejo pravzaprav od glasbenika, tako kot si rekel, eno osebno izkaznico. Tako da nič vse a sam single ven izdajaš in pol naslednjega in če se prime, toliko boljš. Mogoče je fajn imeti tudi eno zaključeno celoto. To sem poskušal narediti pravzaprav z albumom Dan za sanje. Ti si nam dobesedno vrgel v glasbo. Ja, fizično in na digitalne platforme, tako ja. Veš kaj, to je malo razvedrilno športna glasbena ideja. Bova z nečakom soboto poskusila, kako to leti. Prav, daj jav mi. Bom tega črnega primerjavi z rumenim in vijoličnim frisbijem. A imaš nabor? Ja, več jih je, mislim, da 3 je že zdaj na zalogi, da vidim, kako še leti črne, pa kateri leti dlje. Veš kaj, težji, ki je, dlje leti, ampak pol je pa tudi problem, če ga slučajno ne ujameš, pa kam odleti, kar ji treba, tiste pa pol, veš, zavarovalnica za šipe, pa tako. Bo poskusila, ker imamo tudi to prakso, da dovrže dlje. Kdo pa meritve izvaja? Ko imata to? To tako zmeriva, se vidiva, kateri leti dlje. Ta presmeten. Ja. Ne merimo v metrih. Okay. Med naborom 4 bo zagotovo enen. Dej jav mi rezultat, me prav zanima. Dobiš, bomo pofotografirala. Naslednja bo Live na polno, skladba, ki še ni bila slišana. Ja, edina. Tako, malo bolj ostra pesem, v bistvu tudi čisto srca napisana o tem, da razmišljam samo o zmagovalkah različnih sort, ne, o tistih ženskah, ki so tako močne, da so premagale kakšno hudo bolezen, tako kot je na primer rak, ali po kakšnih, prav žensko sem imel v glavi, ko sem pisal to pesem, kakšnih, ki so imele težave, kaj pa jaz vem, z drogami, z kakšnimi opojnimi substancami, pa so se pobrale, sfajtale, pregrizle in so izšle kot zmagovalke. Ljudje imamo različne težave, ne, in lepo je videti osebo, ne bom omenil, če na koga konkretno mislim, ampak ki se pobere, je tam enkrat dol na dnu, ampak se pregrize čez to in na novo zaživi, zacveti in pol v bistvu je vprašanje v komadu, rabiš razlog za Live na polno? Radioaktivno. Dan za sanje je prvenec Simona Vadnjala, ki ga vrtimo. Prej si omenjal dedka. Bral sem enem PR sporočilom, da je glasba družinska tradicija in da je tvoj dedek igral 13 inštrumentov. Organist je bil, točno tako. Jaz sem bil še kot mulc v pivki, v cerkvi, sem imel še priliko, da sem se gor obesil za un štrik, za zvon zvonita, veš, bi sem si zrnil na to se ne sme, ne, in tako naprej, ampak organist je bil, in to en boljših zborovodi na Primorskem dol in veliko je pel in nastopil in bil zborovodja, predvsem tudi v narodno-osvobodilnem boju, veš, tam je bilo pomemben slovenščina, to je naš materni jezik, ne italijanščina in spoštujem to njegovo dediščino, tako da kaj pa jaz vem, mogoče če se to kaj deduje, mogoče sem pa kaj prek njega, ne, tudi mama je nekaj s klavirjem, vem, da se učila in tako, pa pel smo tudi veliko, starša, mami Zvonka pa foter Vojko, sta mi tudi kar dobro muziko v zibelko položila, ne, bolj tako rockersko naravnana v osnovi, tako da sem bil kar vzgojen, tako se mi zdi, da kaj pa jaz vem, z nekim mogoče malo bolj zahtevnim nivojem, takrat veš, kaj smulce, ti to sicer ne zdi zahtevno, ne? Ampak to pa zdaj spet ni toliko zahtevno, kada bi mogel Baha zdaj poslušati v osnovi, že v osnovni šoli, ali pa ne, Franca Lista in tako naprej. Ne? Koliko inštrumentov potem ti igraš? Jaz nažalost samo kitaro, če se spravim za klavir, spravim kakšno melodijo pa harmonijo, to že ne. Pa se veš, tudi kabas pa primeš roke, znaš odgoditi tiste 3 stvari, ampak lej, jaz prepuščam članom mojega benda, Jerryju Jerneju Trobenterju, ki je mojster na kitari, basistu Borisu Holeško-Holju, ki obvlada svoj bas, bobnarju Urbanu Krču, ki je profesor, veš, če zna odbiti noktiferijo, pa če zna biti učitelj pri orkestrih, pa male učiti, kako se to po notah igra, ne. Prepustim ljudem, ki so za to poklicani, da so
mojstri na inštrumentih. Jaz se trudim biti čim boljši na inštrumentu glasu. V pevskem zboru si kdaj prepeval? Ja, kot mulci seveda, se veš, osnovna šola in tako naprej. Tako da malo teh nastavkov je bilo. Potem sem se pa tudi marsikaj naučil od učiteljic petja, ne? Recimo, kakšen nasvet mi je dala Nataša Nachtigal, ki se profesionalno s tem ukvarja. Ker oni so zelo zanimivi, ne? Oni gledajo na vokal in na telo, tako kot eni avtomehaniki na avto. Oni zelo razumejo, kako je to noter po anatomiji, kako moraš ti dihati, kako moraš ti izdih delati, kje zaškripa, zakaj zaškripati. Zelo zanimivo, ko začneš to raziskovati, takrat moraš poslušati in pol upoštevati in odvaditi, tako da vaja dela mojstra. Torej si bil v šoli priden fantič v pevskem zboru in dobil zelo uspešno Z.U. Veš kaj, težko si sam sebe predstavljam v tej konotaciji dunajskih dečkov, ker sem jih drugače spoznal, sem bil pri njih, to je noro, kako je tam ordnung in disciplin, to ni heca, pa še, veš, oni fantki, dečki, to so res dečki, ne, to pojejo tako visok, to je kar šola in peglanje, tako da sebe ne bi dal lih med une, veš, ta pridne, ne, mi smo bili baloni, uličari, mulci, veš, zuni, med dvema ognema, fuzbol, hokej, vse to, ampak petje mi je bilo pa zmeraj zanimiva stvar, sploh pa kako to zveni, če več ljudi poje, ker je treba pa tam pol lepo začeti graditi harmonijo, tako da to je timski šport in je zaradi tega petje tudi zanimivo, nisi sam ti. Je zelo veliko odvisno tudi od vseh ostalih, kako te dopolnijo. Ali sedaj kaj tega pevsko-kitarskega znanja prenašaš že na mlajše generacije? Ja. Te starejša hčerka Miša Zarja 10,5, ta mlajša 2,5, zanj smo imeli jam session doma, tamičkan pianino, ali ko se temu reče, veš, ta električen klavirček, ne, to, pa smo pa dublirali linije, jaz na kitari, na vokalu, Miša Zarja na klavirju, tamičkana Bela pa, se veš, poskusijo, ne, to je pa že treba umikati na višje pozicije, da se sploh da odšpilati, ampak me prav zanima, če bomo kdaj pol kasneje, kako se temu reče, družinski band naredili, ja. Samo veš, kdo tatija poslušal, tati, kaj pa on ve, se veš, kako je to. Ne, on bo igral kitaro, vse bosta oni dve prepevali. Mogoče, lej. Nadaljevanje boš prepeval ti in sicer Dan za sanje. Ja, naslovni komad albuma pravzaprav o tem, da je treba pač verjeti, lej. In navdih mi pa dajo zelo različni dogodki in uspehi, predvsem ekip v Sloveniji. Mi smo res norci, če pogledaš tako, veš, kaj se zgodi z eno reprezentanco košarke iz Slovenije, ki narit vrže celo Evropo, ne. In podobni uspehi, veš, tako, ali pa znanstveni uspehi, ne, kaj vse znajo naši umi narediti, če skupaj stopijo, pa tudi umetniški, ne. Jaz mislim, da to je glavna naša ovira Slovencev, da je treba pogruntati, da se da, če verjameš in predvsem pa timski uspeh in iti pozitivno nastrojen poskusiti, ker če ne boš poskusil, kako boš vedel? Radioaktivno. Dan za sanje in Simon Vadnjol, glede na skladbo, pa kar si pred to skladbo videl, vidim, da si strasten navijač. Ja, odvisen zdaj, zakaj konkretno misliš, jaz fuzbalet igram, nogomet in ja, kaj je kakšna dobra tekma, to pač ne zdržim, to je, se veš, so nervoze, pa se dereš, pa kar namesto komentatorja nekaj komentiraš, veš, pa je to zelo zanimivo, če je kdo zraven mene, pa komentira, pa kaj je s tabo, pa ti umer se ima, pa tudi, ne, se ti ne sodeluješ pri tem, ja, pa sodelujem, ne, se veš, kako je to, ne. Tako da sem, veš kaj, imam občutek, da nisem strastna sam pri navijanju, ampak mogoče tudi pri, ne vem, muziki, pri hrani, pri ženskah. Pač eni smo tako sešraufani, da smo malo bolj impulzivni, eni pa recimo malo bolj raven ton držijo, ne. To pač smo ljudje različni, kar je čisto prav, ne. Potem si tudi coach selektor. Se pravim zadržati pola, veš, da ne grem v te strokovne komentarje in pametujem, zato ker so zato ljudje tudi poklicani, pa veliko več vejo. Seveda je, ne, vsak je lahko pameten, pa reče, če bi dal pa unga noter v ekipo, bi bilo pa to in pa tako naprej, ampak gled, mislim, to je čista amaterski level, ne, se veš, kako je to. Ljudje se s tem poklicno ukvarjajo po več desetletij, vse so tam zato, ker nekaj znajo in obvladajo, tako da se pa probam izogibati couch selektorstvu. Čeprav, a veš, se vsazga kdaj kaj zagrab, ne? Seveda, gled, to je normalno. Ti vidiš preko malega slona drugače kot trener tam nekje ob igrišču. Čist drugače, to je res, ampak ja, mogoče ravno to, ne, mogoče bi lažje komentiral, ko si tam na igrišču zraven, ko vohaš švic, ko vohaš boje, kako se to dogaja, druga je pred televizijo. Ja. Tako da je tudi poklicna deformacija zapelje v kako tak komentar. Ja, čeprav, a veš, za komentatorja si pa ne predstavljam, da bi bil primeren, recimo za športne forme, a veš, ne. Mogoče prej za kakšen, kaj pa jaz vem, kakšen festival, tako kot je Eurosong ali kaj tazga. To bi mogoče lažje kaj pokomentiral, ne. Za šport pa, škaj imam občutek, da to je kar velik
raziskav, da se prepraviš. Jaz sem prepričan, da tudi naši kolegi pri prenosih za tekme Lige prvakov, tudi kar tako, da se malo sedeš pa pokomentiraš, ne, treba kar malo preštudirati in to so leta in leta izkušenj. Moram reči, da dam vedno kapo dol radijskim komentatorjem, ki prenašajo šport, kajti oni morajo vse opisati, tam je vse na televiziji še slika. Ne? Se strinjam, to je noro v bistvu, ja. Sej doskrat. Ampak glej, če je kakšna pomembna tekma, pa si v avtu, a veš, da poslušam. Tudi pa mogoče se vklop en del mašinerije v možganih, a veš, za domišljijo. Moš malo si predstavljati, se padeš noter, se so zelo dobri komentatorji, tudi na radiju, ki ti naredijo meni neverjetno hulo hokej poslušam na radiju. Kako je to možno? Veš, že na televiziji ga težko spremljaš, ker je vse konc je, tako je, nič ne vidiš več, ne. Ja, in tako da, ampak tisto vzdušje, kakšna tekma, ne vem kje, veš, v Ljubljani, pa pod Mežaklo, ne vem kje, ko slišiš vroč lonc čustev, razumeš, kaj se dogaja in tudi to me fascinira. Verjameš, da poslušam več radijskih kot TV prenosov. Res? Res. Se je navadil, ampak to je pa tvoja poklicna deformacija. Se strinjam s tabo. Brez tega ne morem. Pri meni mora radio vedno igrati. Oziroma glasba. Težko sem v tišini. Pri meni načeloma tudi, ampak zadnje čase vse manj poslušam v živo, poslušam pa za nazaj. Se veš, tako smo se navadili kar na televiziji. Shift, prevrtiš ostalo, kar te zanima, pa poslušaš in zdaj sem bolj na teh podcastih in poslušam stvari, ki me res zanimajo, predvsem med tem, kaj počnem in to je multipraktik. Simon zjutraj pomiva posodo, zrihta igrače za otroci in vmes poslušam vsebine, ne vem, recimo iz radija, iz podcastov in tako. Si tudi vizualen tip, danes dejansko moraš biti, ko delaš glasbo, kaj ti video produkcija mora biti usporedno, ali ni več tako nujna? Ne, je, vizualna plat je zelo pomembna, zato tudi sodelujem z ljudmi, ki jim zaupam, s fotografom, z oblikovalko, razmišljam o konceptih, ni mi vseeno, kak je moj logotip, ni mi vseeno, kako izgleda album oziroma frisbee in se pa pridejo tudi rezultati in ljudje, ki vidijo tale frisbee, ki ga primajo v roke, rečejo, mater, v redu, se ti je splačal malo štromat po glavi, da prideš do malo drugačnega rezultata in je vizualno je definitivno pomembno, se veš ti reki, ena slika pove več kot 1000 besed in tako, sploh pa, če je gibajoča, ne, težko si predstavljam, da bi brez vizualnega karkoli pravzaprav vzbudilo toliko pozornosti, kot si jo mogoče zaslužne. Naslednja bo plus minus. Ja, ker smo lih pri vizualnem, vidiš, ne, smo snemali videospot za skladbo plus minus v Posočju, pa to je noro. Le veš, kako dopolni pesem videospot. In to mogoče je malo zguba, če poznaš recimo albume samo prek, naprimer, pretočnih vsebin, platform, ker videospoti dejansko bi mogli dopolniti zvočno podobo in pomen pesmi. Ne? In ja, snema smo v Posočju, vstal sem koliko je bila ura, 4 zjutraj, takrat sem spal, mislim, da tam nekje ob Idrici in smo lovili jutrano meglo nad Sočo, ko se dvigujejo meglice, to je noro. To so tako lepi konci, jaz sem ne čuden, da Američani, ki pridejo tja, pa tuje produkcije, ne, iz Velike Britanije, rečejo, kamorkoli kamero obrneš, to je fototapeta, to je noro. Zelo dobra izkušnja in pogledajte si video plus minus. Oddaja Radioaktivno. Vsak torek med 18 in 20. Sveža slovenska glasba. Glasbeni gostje. Doza slovenske glasbe. Simon Vodnjak z mano, Dan za sanje, album, ki ga predstavljam, prinaša 9 pesmi. Ja, ena je še zbirko tvojih singlov. Ja, pa še kakšnega, recimo Live na polno neizdanega, pa še kakšnega, ki pa bo išel, ja, julija 8. Festival Melodij Morja in Sonca. Sem bil sprejet uvrščen med letošnji nabor in je treba bilo dati pesem v skrinjo, ker ne moreš je ne predstavljati, predvajati, mora biti ekskluzivno seveda prvič premierno na festivalu, tako da še ni mogla iti na album, bo pa mislim, da dopolnjena in dodana. To pomeni, da se bo ta album Dan za sanje še razširil? Mislim, da dobi še 10. člana, tako. Če se stavlja pri avtorstvu, koliko si prispeval ti, koliko ekipa? V bistvu smo trikotnik. Clifford Goylo, producent, gor Amsterdam, Nizozemska, na obali dol v Portorožu Kevin Koradin in producent in avtor muzike, jaz v Ljubljani besedila, vokali, beki in smo tudi med tisto čudno koronsko sceno diplomirali z teh aplikacij, si pošiljali datoteke, je pa seveda Clifford tudi prišel z Nizozemske v Ljubljano in smo tudi snemali v živo, ampak ja, veš, če je bila zakaj ta čudna scena dobra, je bila tudi zato, da smo, se veš, pa smo bili vsi doktori Zooma, pa doktori pošiljanja na fajlov prek spleta in tako. In se da tudi tako narediti, je pa najboljš seveda, če je pristen stik. Hotel sem pa to reči, da ja, ta trikotnik deluje.
in si ne hodimo po prstih, si pustimo to, da do izraza pride to, v čemer je vsak dober in vlada stvari in več ni tega pametvanja. To smo bili mulci, se spomnim, ko smo bili v zaklonišču kot najstniki, pa pol kot 20-letniki, takrat si pameten, vse boš dopovedal, tudi basistu, kaj more on. Ja, jaz mislim, da ti bobnar bi mogel kleto tako, se veš, ne. In zdaj mogoče malo bolj nazrele kilometrine, ki jih imam za sabo, pustim ljudem, da ne dihajo svoje in če to uspešno deluje, to zveni kot lepa harmonija. Torej razlika sedaj, ko si solo, pa takrat, ko si bil Superlico. V skupini Superliza smo bili res od mulcev daljene, a veš, in smo se učili, ne. Se veš, predstavljaj si, se ne znaš tako imeti 6 cimrov ali pa 4 cimre, ne. Se moraš navajati na tak življenjski slog, na kompromise, ja, veš, koga kdaj pohvaliti, koga kdaj tudi skucati, ne, in tako naprej. In tako se tudi kališ v prvih bendih in projektih, ker to je pač timsko delo, ne. Pa traja nekaj časa, noben po mojem, da ni talentiran takoj od začetka. Sam si dejal, da prispevaš besedila, tematika, kot vidimo oziroma slišimo, je zelo različna. Ja, pač hodim z odprtimi očmi pa ušesi po svetu in če se me nekaj dotakne, pravim to v besediti, spraviti v formo tudi primerno za glasbo in se pravim, najboljše je, ko pol ugotoviš, ko ti kdaj reče, sem poslušal, ne vem, ta komad in točno to. V bistvu si povedal to, kar se je meni pletlo v glavi, ne vem, v nekem življenjskem obdobju ali pa prejšnji torek. Razlika pa je v tem, da ti to veš ubesediti, drugi pa samo o tem razmišljam. Mogoče poskusam in to je to, če se pa to dotakne ljudi, takrat pokaže čas in da priješ na isto valovno frekvenco, pa se pa zgodijo čarovnije v glasbi, ja, pa rataš bend, ki polni koncertne dvorane, stadione in ali pa celo pač navduš cel svet, ne. To se redko poklopi, ampak se, ne. Koliko pa korigiraš besedilo? Tudi glede na temu se rečem flow, kako bi temu rekel, tok, ritmiko pravzaprav v glasbe, tako da ne moreš, čas je slovenščino malo krišne, ker ni tako lepo na spevno noto kot mogoče angleščina, težje tako je in zato je tudi dobro in zato se treba več potruditi, ker stojim za tem, da je ustvarjanje v slovenščini pomembno. Pač, kdo nas bo poslušal, če ne, mi sami sebe, vse lahko komu tudi v angleščini delamo, ni problema, sam. Moraš se malo ekstra dovolj potruditi, no, in hočem reči, da kakšne besede v slovenščini zvenijo tako, take zakomplicirane, nespevne, lomijo ti ritem, evo. In pa kdaj kaj zamenjaš, kaj spremeniš, daš tudi noter, kdaj si tudi dovoljen, da rečem kakšno besedo, ki sicer ne bi v pogornem jeziku uporabljal. Ampak kljub temu se trudim, da bi v bistvu moj način petja in besedil bil podoben, kot da se pogovarjamo na kavi, ne? Da ni zdaj popolnoma izumetničen, kaj ne da. Verjetno pa angleščini lažje zato, ker tam so že določene forme, pa jezik bolj teče, pa idiomi, ki jih lahko povežeš v neko celoto. Ja. Če tako poslušam, pa se dejansko tam že besedila zelo ponavljajo. Drži, zato pa je pol ful zanimiv, veš, ko poslušaš recimo na Eurosongu, kakšnega portugalskega izvajalca, veš, ko zastopiš, nič, nula, ampak je spevno, zanimivo je drugače, veš, oni imajo te ne, take froažol, ne, ali pa francoze, veš, ne, ali pa Fince. Ja, tudi, ja, ampak večino Fincev, ki jih poznam, glasbenih je angleščina, ne. No, letošnji Eurosong izvajalec ne. Ja, on je pa zelo poseben, ne, pa tudi to je bilo zanimivo, a veš, da če imel priliko ga kje iti poslušati v živo, bi šel, to mora iti po mojem kar klasično skandinavsko utrgano. Pa je res, sem pogledal nekaj posnetkov na YouTubeu. Ni ravno konzervativen dunajski deček, kaj ne? Ne, ni tako poštirkan. Naslednja bo Odpri srce. Ja, se la vi rečejo Francozi, veš. Tako je življenje, včasih treba tudi pustiti zavore, doskrat nas racijo omejuje, ne. Se recimo tudi pri glasbi, ne? Pa kaj boš zdaj vlagal v videospote, pa v glasbo, daj prim se enega dela, 5 sekat drva, ne vem, 5 služiti kot IT-ovc. Ja, za glasbenike je vprost, ali pa za fotografe, ali pa za, ne vem, režiserje, ne? To je v bistvu jama brez dna, dokler ti ne rata, če ti rata. In ravno nedavno nazaj sem imel priliko v Popcastu gostiti Nino Pušlar, super glasbenica, pevka, ampak lej, veš, koliko bo 18 let, odkar je ona bila na prvem talent showu, pa tam na bitki talentov, pokukala ven, ampak le koliko je peglala, ustrajno, 18 let že dela in vsa čast. Hotel sem pa to reči, da misliš, da ne v prvem, drugem, 5. letu ratali, ne, to ne gre tako, ne. Traja nekaj časa. In ta racijo, ne, če bi se zdaj vsak glasbenik poslušal svoj racijo, bi rekel, daj pusti kitare, kup 2 motorki, recimo, ne, naprimer. Ampak ni sam za racijo, ne, in poskusi, probi to, kar čutiš in če ti ne rata, rečeš, v redu je, se la vi, tako je življenje. Radioaktivna. Dan za sanje Simona Vadnjala je album, ki ga danes vrtimo. Ko ga tako pogledam, ne vem, ali je to samo digitalna ali tudi fizična izdaja. Ja, ne veš, kaj bi rekel, ne? Dvomih. Ja, v bistvu je nosilc nenavaden, ja, je pa podoba zanimiva, ki imitira pravzaprav ta stare LP plošče, pa seveda cepljena z
sodobnim časom, QR kodami in pretočnimi platformami. V bistvu mislim, da res že prek 90% pesmi se posluša samo še prek telefonov, slušalk in digitalnih stvari. Tako da to je dejstvo pač in zato pa kasete so šle adijo, CD-ji počasi se poslavljajo, po mojem so se že. LP-je mogoče malo nazaj dobivajo, ampak za sladokusce, za audiofile. Tako da kje pa lahko dobimo frisbe? Na vseh pretočnih platformah muziko, kar se pa frisbeja tiče, pa shop.dallas imajo spletno stran, kjer tudi založba predstavlja vse svoje izvajalce in evo, tam frisbe ven štrli. Zelo izstopana že po formi. Ja, veš. Dan za sanje si tudi predstavil že v živo. Ja. Kako so te sprejeli? Vem, da si imel band ob sebe. Z bandom, ja. Prej sem ga že omenil na band, na glasbenike se res zanesem, ker smo že kar nekaj kilometrov po slovenskih in tujih odrih naredili v formi benda Cover Lover. Tam smo se tudi ujeli in to dela. Ker ljudje slišijo muziko v živo, rečejo, mater sem Simon, to pa oren kruk, ne. Mogoče, veš, je studijska varianta pesmi celo malo bolj, ko bi rekel, speglana, mogoče spolirana, pa ne zdaj, da je to neki čisti izumetničeno, to sploh ne, vse je pač inštrumenti, vse štima, ampak to v živo mi ruknemo, to naredi en impact, tako da ja, organizatori koncertov, mogoče malo pomislite, ja, če, ne. Ali nastopiš tudi sam s kitaro? Tudi, recimo ravno včeraj smo imeli Dallasovi izvajalci večer, ki se mu reče Bombonjera, pride klapa na kup, čist različni izvajalci, različnih generacij, od šato legendarnih do ta najnovejših glasbenic, ki se šele prebijajo na sceno. Predstavimo 2-3 pesmi, ponovadi v akustični verziji, aktualnih, unih, ki so mogoče še v izdelavi, eni tudi premierno svoje stvari predstavljajo, jaz sem včeraj bil pa akustika. In glede na odzive, ki sem jih dobil, sem zelo zadovoljen. Rajš imam seveda to, da imam svoje fante in mojstre glasbenih inštrumentov zraven, ampak moraš pa tudi znati kaj od sebe dati, ne? Vsaj s kitaro in vokalom. Ne? Po tej plati občudujem take mojstre, kot so Iztok Mlakar, sam lahko vse naredi. Ne? Ali pa Adi Smolar, sam lahko vse naredi. Kaj pa Dylan naredil? Ja, sam je vse naredil. Domicel tudi ne. Tako da moraš pa znati dati nekaj od sebe, ne moraš na matrico pet pa na vokal. To se mi zdi, da je nauči se vsaj, ne vem, s kitaro igrati harmoniko, karkoli. Imaš že kdaj tremo, ko stopiš na oder? Imam, zmeram. Ko stopam mogoče niti ne malo prej, ker razmišljaš, ne, to je v bistvu tako pojem, tako kot štart šprinterjev. Moraš se znati umiriti, ampak ujet pa tudi, a veš, to vznemirjenost, ker je fajn, vse to je čisto normalno. Vse to je tako, veš, kad maturo pišeš ali pa kad delaš izpit za avto. Veš, da je nekaj pomembnega in ne moreš to skriti nekam. To je dejstvo. In s tem se moraš soočiti, pa je pa v bistvu to stvar tako kot vožnja kolesa. Prvič je težko, padeš v redu, drugič greš že malo boljš in počasi se navadiš, ampak mine pa to nikoli ne, ker tudi imaš neko strahu spoštovanje. Prvo do nastopa, do publike, ki te posluša, do občinstva, ne, do tvoje ekipe, tvojega kardela glasbenikov, ker te računajo na te in to ne moreš zajeti, tako da ostane malo in mislim, da je prav tako. Kje imaš potem več treme, ko stopiš pred mikrofon ali ko stopiš pred kamero? Zelo različna je ta trema, je zanimiv, tudi pred televizije. Sploh recimo najbolj stresno je pravzaprav, ko novinarja pa voditelji delamo v živo iz kje, v živo in ne veš, kaj se bo zgodilo. Klasična forma, recimo kakšen pop-in 24 ur v živo, si recimo ne vem kje, na cvičkariji, masovna žurka, veš, ljudje so že kaj spili, pa ko vidijo kamero, pa koga tanka v živo stoji in snema kaj, veš, kako jih zagrab, ne, in pa uletavajo v kadar, kaj rečejo, da smo že videli, da so našo novinarko malo objemali, pa kaj povejo, ne vem, se zaderejo ime svojega kluba, ki ga podpirajo, ali pa rečejo, živijo mami, a veš, to je res fenomen, ne. No takrat, ko gre to v živo, takrat ne veš, kaj se bo zgodilo. In za te v živo vklope iz nekje, kjer se res nekaj dogaja, ne, takrat nikoli ne veš, takrat po mojem je največ vznemirjenja in treme. Pa tako malo stresa. Ja. Mogoče do zdaj sem imel še največ stresa, veš kaj, pri takih stvarih, kot je recimo Ema, imaš one shot, se reče, eno priliko in takrat ne zaje. Ne koreografije, ne vokala, ne kam se pogleda v kamero, ne v luči, ker tisti nastopi, ki na koncu polka jih gleda človek na televiziji, to je veliko dela za tem, veliko sodelovanja s koreografi, z lučkarji, z režiserjem, kdaj kaj narediš in kako. In tam imaš 3 minute in ne smeš zafrkati, ne. In takrat je v bistvu pritisk največji. Ko je koncert, ti lahko plavaš, greš po svojem valu, stopnjuješ, spustiš, greš gor na konc na optimum
minimum, tam lahko neko dinamiko gradiš, tudi če kaj zafrkneš na štazga. Včasih na koncertih to še simpatično izpade. Ti publika celo je iz roke zaradi tega. Eni izvajalci znajo z tega narediti cel show, ne? Veš, da kaj ne gre čisto, kot je bilo planirano. Pri takih nastopih, kot je pa recimo EMA ali pa Festival Melodije More in Sonca, tam imaš pa 3 minute in nič ne smeš zafrkati. Ravno to si mislil, da je letos na Melodije More in Sonca, pa te čakaš še nastop živo z bendom. Ja. Kar je že tradicija zadnjih let, kar pa verjetno ne bo težava. Ne, to mi je pa super. Bend v živo pa nastopi, to je smisel vsega skupaj, točno tako. In se mi zdi, da tam pa lahko pokažeš pač, kar znaš, kar zmoreš in tako, kot sem rekel, pač zafrkant pa ne smeš. Tam zagotovo tem ne pride upoštev Oblak napak. Ja, Oblak napak je pa zanimiva pesem, neke moje vrste posvetilo idolom, ko sem bil mulc. Sem odraščal. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo s temi talenti, ampak ta klub 27 ima zelo radi, ne? Amy Winehouse, Chris Cornell iz Soundgardenov, ne vem, Kurt Cobain. Zelo veliko teh res globalnih, uspešnih umetnikov je preganjal en tak res hud ali pa več njih Oblak napak. Ne? Velikih je v 27. letu umrl, eni od svoje roke, eni od kombinacije zelo groznih substanc, ne? Ampak, veš, to je zanimivo, ne? Kako so lahko, veš, cel svet jih čisla, jih obožujejo, veš, so vzor mnogim, ne? In si pa tako zafrknejo vse skupaj, ne? Sami ali okoliščine, ne? Tako da, hočem pa samo to reči, da so mi veliko dal, tudi ko sem odraščal, so bili moji neke vrste sogovorniki, veš, ko poslušaš albume ali pa pesmi, ki ti nekaj pomenijo, ugotoviš, da pokrivajo neke mogoče teme, ki se te dotaknejo, imaš občutek, da imaš sogovornike pri njih, ne? Veš, kakšna pesem, ne, da ima Winehouse, ki poje, ki pade v blues, točno to, ne, a veš, in imaš občutek, da se pogovarjaš z njimi pravzaprav, ne, da razumejo, ali pa da ti točno veš, o čem pojejo, in to je ene vrste moj poklon za vse te legende, ki so, kaj pa jaz vem kje, tam nekje gorga žura, z lemjem verjeten. Radioaktivno. Oblak napak in Simon Vanjal, koliko sopotnikov pa imaš na družabnih omrežjih? Kar danes pomembno. Ja, je. Sam, a veš, kako je, nikoli ni zadost, ne? Se sploh ne vem, kako ste mi vplivneži, a so zadovoljni z 20 000, 40 000, 60 000. Ne, jaz sem zaenkrat tam nekje čez dobra 2 ure na Instagramu, ampak veš, kaj je predvsem problem? Mogu bi se res ukvarjati s tem, ne? Se smo imeli tudi debate. Kaj pa TikTok, to mogo tudi imeti. Ja, pa darček, da gremo po vrsti. Imam Twitter za slabo volo, ker Twitter te lahko samo slabo volo sprav, ne? To je hecbal. Tam v bistvu malo pogledam mnenjske voditelje, kaj so zanimive tematike, ki na Twitterju to prvo eksplodira. Res pa je, da njihov algoritem spodbuja kaj? Uneka najbolj po osi peglajo, ali levo, ali desno, ali gor, ali dol, ki v bistvu razdvajajo. Ne? Tako da Twitter, ne. Facebook je, kakor veva, že pribežališče za fotre pa mame, pa za mogoče malo starejšo populacijo. Ne? V Sloveniji ima še zmeraj relativno dost velik delež tudi mlajših. Instagram je zdaj že tako, kot je bil čas Facebook, to mora že vsak imeti, ne? Tako da slike, videi, to non-stop selfie. A veš, da v bistvu ne, da nimam časa, ne dopustim si ga oduzeti, če primerjam to s časom, ki ga namenjam svojim puncam, a veš, hčerke, partnerka, muziki, službi, športu, ki ga imam zelo rad. Pa kdo ima cajt to 2 uri klikati, pa skozi objavljati in spremljati, 77 like, Za TikTok pa sva oba z Emšom že, mislim, da mimo. A veš, da so eni fenomeni, tudi imaš medijske vplivneže, spletne vplivneže, ki so tudi starejši, 60, 70, 80, ja, najdeš tudi take zelo uspešne zgodbe. Dobro, to so pač posebne že, čeprav mi je zadnjič Amadej iz Ice on Fire dejal, da je že on prestar za TikTok in ga prav ne razume. Pa je star nekaj čez 20. Ja, to je že za penzijo. To je že za penzijo. Ne, heca se ma kje. Mogoče samo pa ne da, pa noče reči tega, a veš. Kaj veš, vidim, da imaš tudi svojo celostno podobo, da imaš svoj logo. Ja, se pravim, se rad povežem z vizualci, ki vejo, kaj počnejo. To so fotografi. Veš, tako narediti nikrat tako, ne. Fotograf se s tem ukvarja, on razmišlja o tem in pa tudi vpraša, kaj želimo sporočati z načinom fotografije, stilom, z osvetlitvijo. Zato sem tudi se povezal z oblikovalko, z Nino. Ona pa oblikuje, veš. To, da ti nekaj nakracaš, nek svoj predlog za logo, to ni nič, ne. Ona gre vsebinsko noter, se posveti, zanima, kaj je moje sporočilo, s čim se ukvarjam, kje so moje teme, ki me zanimajo, kaj želim sporočiti, ne. In se povežem z ljudmi, da tudi ta vizualni del, seveda,
malo pozabila tudi oblačila. Ne. Imam srečo, da, ker pač je moj posel na televiziji, da poznam modne strokovnjakinje, ki te mogoče kdaj usmerijo tudi v kakšno smer, ki ti nisi čisto siguren, da je to res zate, ne, pa probaš, pa funkcionira. Mogoče ne funkcionira za v četrtek v trgovino po štruco kruha, ampak na televiziji ali pa za mogoče naslovno fotografijo, pa. Na naslovnici albuma namreč kitaro odložiš in si zapneš suknič. Ja, plus radio, vidiš, tak ta starinski je še tako. Ne, jaz mislim, da je pa kle čista stvar kompozicija in fotografa Robija in Leje, ki sta to zastavila tako zelo, veš, oni tudi razmišljajo, ne vem, kaj so to Michelangelovi rezi, ali veš, to je to neka postavitev, to ni vse en, kako to narediš. Po zlatem rezu, a veš. Predzadnja, nisi sam. Ja, Ema, zgodba tik prednje je šlo vse v maloro zaradi korone, takrat sem bil v generaciji Eme z Ano Soklič, ki je takrat odpeglala tisto vodo tam, kaj visok do Triglava in še višji. Potem je še rekla leto dni kasneje amen. To je točno tako. Ja, tiste okoliščine so le malo čudne, ampak Ana je zelo, to je raketa, ona tako poje, tak vokal. Ona ima čist črnsko dušo, ona je zaljubljena v soulu, gospel, v nem Big Mame, ki tam pojejo na mašah in to, in se je najdla v tem in le ena boljših vokalistk, ki sem jih slišal v živo, to res obvlada, tako da jaz sem takrat v uni generaciji imel nastopil s pesmijo Nisi sam, takrat smo pravzaprav prvič sodelovali, Clifford, producent iz Nizozemske, Kevin in jaz, in se mi zdi, da je nastal tak lep intimen komad, ki pa da tudi po piskru. Je močen, tudi produkcijsko in mogoče tudi vsebinsko zaradi pomena besedila in kaj čem razlagati, ne poslušajo. Radio Aktivna. Dan za sanje je album, ki ga danes predstavljamo. Simon Vadnjal je z mano. Simon, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno, v katero si vpet tako ali drugače? Zelo kompleksna, kako se reče, komosacija, razparceliravanje, komasacija, pardon. Združitev in razdelitev. Vidiš, to ne maram tega načeloma, tega predalčkanja, se mi zdi, da zelo hitro eni ljudje rabijo pač, da vejo, kam te dati, no, tako, no, rekel. Seveda je itak jasno, jaz ne spadam v narodno zabavno, nisem metalc, ampak lej, a veš, ljubiteljsko, zaradi tega, ker smo oboževali glasbo, imamo še zdaj aktivn band Drop D, znižan D je to, Alice in Chains, to je metal, rock, grunge glasba iz Amerike, ne. Gospod Cantrell to vse skupaj izumil in seveda pokojen Lane Staley, pa kar kompleksna glasba, aranžmaji zelo zanimivi in pa zelo zahteven vokal, no, recimo tudi zaradi Lanea Staleyja sem se naučil tehniko vokala usvojiti zelo gor v višave, ker on je pel tam res na polno, tako da ne vem čisto dobro, s čim sva začela vprašanje. Začela s vprašanjem, kako gledaš na slovensko glasbeno sceno. Tako, hočem reči, da to predalčkanje pol, ne, kako gre to skupaj, ne? Poslušam metal, rock, tako res trdo muziko, poslušam Amy Winehouse, ki tako lepo blues pela, tako lepo, veš, zelo spoštujem, ne vem, slovenske pevke, pevce, tako da, lej, najti si nekaj, kar se te dotakne, to je to, in tudi slovenski hip-hop mi je super, lej, ko Sašo Avsenik naredi to tako, kaj je treba, rečem top, lej, tako se to dela, tako, veš, tako dediščino deda, Slavkota in Vilkota naprej pelje in sploh ne izbiram tega, ne maram, to mi ni všeč, ne. Mislim, da se najdejo kakšne te cajke, veš, ne. Tiskaj malo tako, ker ne veš čisto dobro, zakaj se to dela, ampak pol, ko gotoviš, da se dela samo z to, da se prodaja pivo pa klobase, pa ti jasno, okej. Bi lahko mogoče izpostavil 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene. Ki jih spoštujem? Ki jih spoštuješ. Tako ali drugače, pa ne glede na to, katerega žanra je, brez kakšnikoli zamer. V bistvu upam, da se nam komu zameril, kam šel kar po spominu, kot mulj sem odraščal gor ob Martinu Krpanu. To sta fotar pa mama poslušala in lej Vlado, ne, se veš, ki je on začel. Martin Krpan, pa Klinar je bil seveda tam zraven, ne. Klinči kot avtor, dobra muzika še zdaj, če daš gor, ne, Pot v raj, pa take komade, to sem kot mulj ob tem gor rastel, tako da to wow, ne. Potem mogoče v srednji šoli sem imel neko obdobje pa prijatelje, ki smo se malo učili, kaj je to punk, ne. Tudi Njet original, zelo zanimiva muzika. Punk je bil zelo močen v bistvu v Sloveniji. Mi smo, če prav razumem, neke zastavonoše celega tega gibanja v širši regiji, ne. Tako v Jugoslaviji, tako, ne. Pol seveda, lej, če si mojster besedila, po mojem se pišeš predin, ne. Tako, ne.
On je recimo meni, to sem mi recimo zelo hvaležen. On je imel, mislim, da v povezavi z neko ekipo festival Globoka grla, se je rekel, kjer so izpostavljali nove, dobre bende z malo bolj domiselnimi besedili, pa ne, da so se šli neko elito, ampak elitizem, mislim, ampak tako malo bolj pomenska besedila in takrat neko Čmrkovca in bend Super Lizo povabil na večer, ki smo ga imeli v Križankah. A veš, kaj to nam pomenilo, da mulci igramo na odru v Križankah. Mislim, jaz sem mu še zdaj hvaležen. 3 leta smo z njimi igrali tudi kot band, Cover Lover in Predin. Zaradi njega sem prvič v življenju stal na odru v Beogradu, kjer je bilo od spodaj 40,000 ljudi. Tudi ta izkušnja. Ampak da se vrnem nazaj, on je mojster besedil, to vemo. Lačni Franc, klasika. A veš, kako se da narediti besedilo, ki je v bistvu ful ironično, cinično, zajebansko. Pa oni so zajebavali celo državo, sam ne, ga niso mogli prijeti ne od spred, ne od zad, ne. Sem je razlagal te štorije v kombiju, ne, kako so prišli miličniki, pa zapisnik naredili, pa ne, če ni celo razlagal, da so kakšne komade pol črtali, ali niso dovolili, da se izvedejo, ne. In to so tune stare štorije iz socializma, ja. Veš pa, kaj ne rečem, tudi sodobni tonovi me navdihujejo. Zdaj na zadnje me je narit vrgla Masaja, reperka, hip-hoperka iz obale, odkrito iz srca, napolno, tako čustva, ni je strah, res tako zelo spoštujem ta novi val, ne, seveda. Pa zakaj bi šel mimo? Dajmo še reči Murphy, ne? Novomeščani, odštekani totalno in mi je všeč to, da so vam pošpegali in da ga harajo po odrih in da občinstvo diha z njime, ne? Tako da bi lahko se še pogovarjala zdaj, bi jih lahko naštel še zelo velik in bi pa še izpostavil, evo, Nežo Buh, Nejšo, ki mi je pomagala tudi, ko smo začeli prvi album delati za skupino Super Lizo. Ona je, se veš, stručko. Česarkoli prime, ti razaranžiraš trajhe, ti postavi klaviature, klemo imel Hammonde, ti tale vokal, ne, gor terca, takole. Res zelo mi je pomagala pri prvem albumu in tudi na koncert, na predstavitev v nebo je prišla albuma Dan za sanje in hvala ji. Sam poslušal slovensko glasbo? Ja, in v bistvu prek radijskih postaj, tako kot je vaša ali pa Val 202, ki v bistvu nekaj dajo na to, ne? Da ni čisto sen, a rolaš tistih 50 enih in istih, ki so vsi isti, ne? Se veš, kjer hiti. Da daš tudi slovenski glasbi priliko, da rata hit. In sem vesel za Joe Crowd, da so uspeli, da so zgodba o uspehu. Mladi, luštni, talentirani in vejo, kako se iti. In lej, če pride nekdo iz Amerike na obisk, pa je moja žlahta, mu lahko komod dam za poslušati in Murphyje in Joe Crowd in rečem, lej, dobro je. Bova pa zato v nadaljevanju preverila, koliko pozna slovensko glasbo. Dobro, velaj. Tukaj ti dajem preglednico iz 5 stolpcev. Iz vsakega boš izbral po eno številko, jaz ti bomo zavrtel kratek glasbeni izsek, ti boš pa ugotovil, oziroma skušal ugotoviti, kdo je izvajalec in kakšen je naslov skladbe. Zmena. 77 prva. Takoj pretravi, veš. Ne. Slavko Ivančič. Ali skupina, ki bo letos imela v auditoriju tudi koncert junija. Faraoni? Ja. Vidiš, neki za patino. Vokal je pa res znan. Ja. Ne moreš Slavko te zgrešiti. Kar je res, naslov skladbe. A ni zanimiv, ker po mojem niso hoteli naslov Trava, po mojem. Mogoče je bilo malo sporno, ja. Ali pa tudi ne, le, kaj pa veš. Preko si razlagal o Predinu, ti je lahko jasno, skladba sicer ima že res kilometre. Stolpec B, Simon. Stolpec B, dajmo 77. Veš, na kaj mi potegne takoj? Na 80-ta, pa ne vem, zakaj vidim Anjo Rupel, sam je ne slišim. Ta stil. Ja, 80-ta leta res. Popularen duet. Duet? Ja, pa francosko ime ima. Čakaj, že vem. Čakaj, se sem spomnil, na koncu jezika imam, že dolgo nisem zasledil nič o temu. Kaj sta že bila? Joj. Ime ima po nekem znanem gledališču, oziroma kabareju. Seveda, Moulin Rouge, ne? Tako, ja. Njuna glasba pa se je tudi poslušala, mislim, da na Japonskem sta bila popularna v tistem obdobju. A veš, da me ne čudi, to v bistvu, kaj tazga bi zdaj bilo že kar malo retro, ja? Ti si moj bombonček. Točno. Naslov te skladbe, ki smo jo slišali. Viseko. Stolpec C. Stolpec C. Stotka. Mala Slovenka, vsa odnos, prava mladenka. Mala Slovenka, bila nevesta in vedno bom na tebi zvesta. Pozdravlja, svam zmirno, zeleni,
Lilu Žame, Lara? Točno to. Je ne moreš faliti. Lara, vrhunski vokal, je zelo poseben, pa band vrhunski, lej, to nimaš kaj. No, kitarist od Lilu Žamejev je zdaj moj kitarist oziroma z mano dela. Ja. Potem boš daj moral zapeti skladbo Slovenka. Stolpec D. Deva dvojko. In divi, 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 da bi jaz in ti, počasi, divi, divi, da bi jaz in ti, a to si ti, tak kot si, ko se ogreje srce za srce. Divi, divi, da bi jaz in ti, počasi, divi, divi, da bi jaz in ti, jaz bi vse kompanče, ko se ogreje srce za srce. Alja. Simon, veš? Alja. Točno to. Ja, ja. Še naslov skladbe? Zdaj, veš, kaj sem prehiter ustavil. Pomagaj mi. Srce Srce. za srce. Srce za srce. Ampak kaj veš, leka ima ta huk ima noter, ne, to, ta trnk ima noter, ne. A veš, in pol, ja, se reče srce za srce, tako je, ja. In še zadnji stolpec, to pa so skladbe zadnjih 2 let. O, Mogoče najdeš še sebe vmes. 130. Jaz sem vesel, vesel, da sem včeraj te imel. Jaz sem vesel, vesel, a mi bo sploh to verjel. Druge niso krive, da mi niso zanimive. Vesel, vesel, da bom 100 let doživel. Nijem pojma. Znana slovenska skupina, veliko nastopa, dolgoletna tradicija, tudi številne uspešnice. V zadnjem času mislim, da malo manj dela, da se bolj en član izpostavlja kot solist. Pa tudi v eni pesmi ima besedo zelena, starejši. Viktori. Tako, Robert je to na vokalu. Robert je po mojem na vokalu, ja. tako ja. Ker Mikija bi mogoče še celo... Miki pa sedaj bolj solo dela. Tako, ja. Viktori, seveda. Vesel pa je naslov te skladbe. Kar ti je šlo, Simon? Ba, delno do pretežno, ja. Ja. Bo pa se potem v prihodnem takem izboru znašla mogoče tudi skladba Prizma, ki jo boš leto zapel na Melodija Morja in sonca. Se veselim in upam, da bo prišla do ljudi. Prizma s kakšnim posebnim pomenom naslov, da ne bo kdo to zamenjal s skupino Prizmo. A veš kaj, mogoče si pa na pravi poti, ja? Računi, da je MEF besedilo pisal. Zato sem ravno razmišljal. Poveži s Prizmo in glej 8. julija Festival Melodij Morja in sonca. Mogoče pridem celo v auditorij. Lepo, vabljen, to vidiš. Album Dan za sanje je zunaj, en single še nas čaka, dejal si mi prej pred intervjujem v jesene. Ja, plan je tak, zdaj za začetek je treba narediti lepo zgodbo na festivalu MMS, potem jesen pa še nov single, pa videospot načrtujem, tako da nikoli ne zmanjka dela in novih ciljev, tako da pa ne vem, pa bomo pa mogoče videli še novega zapakiramo album in delamo dalje. Frisbee drugačne barve, ne črne. Ali pa čist nek tret medij, moram še zgruntati. Glede na to, da imate, kot sem dejal, že pri glasbeniki dobre ideje, v to ne dvomim, da bo kakšen poseben nosilec zvoka. Še ena za konec tega pogovora in sicer prva, s katero si se pojavil kot solist, Bim Bam Bom. Ja, ta pesem ima pa zanimivo zgodbo zaradi tega, ker sem jo od začetka do konca sam sestavil, napisal, zaranžiral, pa mi je Tina Janžek iz skupine Ice pomagal to, da to eno formo sva tudi posnela in naredila vse z vokali in s kitarami. Čista je slika, saj se premika, dobro nam gre. Mogoče mal igra na to, kar se dogaja z našimi čudovitimi fasadami v tej lepi deželi. Ful je krasna država, ne? Sam ene stvari pa tam za fasado ne štimajo in mogoče sem želel, tako kot je moj, rečva, mogoče tudi mentor ironije Zoran Predin, ne? Znal napisati take res dobre komade, ker niso do nobenega želivi ali pa, veš, v smislu, da bi probali biti, kritični pa, tako. In to je pesem v bistvu o tem, da imamo krasno deželo, ampak nekaj ne štima pismo, ne. Ljudje se klej izobrazijo, ko imamo super izobraževalni sistem in kam grejo pol? Boing, grejo v Avstrijo, boing, grejo v London, grejo v Ameriko in te ljudi je treba nekako zmotivirati, da bojo tudi nazaj prišli, ne. Da bojo dal, vse je super, da grejo ven, to je brez problema, ampak je pa tudi lepo, če jih znamo pritegniti nazaj, ne, se konc koncev pol temu okolju veliko dajo, ne. No, se je tudi kar veliko že vrnilo nazaj. Tudi, ampak imam pa občutek, da veš, kako spremljaš zgodbe v super znanstvenih ekipah,
100% en Sloven zraven, pa Slovenka. To pa res. Ne? Ali pa kakšne res zanimive, uspešne podjetniške zgodbe. Ja, le, ni slučajno, da hodijo lastniki Googla do Boskarola v Ajdošno, ne? So hodili, ne? A veš. Tako da imamo presežne ume, sposobne ljudi in je mogoče malo škoda, da se jim včasih mnogim od njih Slovenija ne zdi ta prav milje, ta prav polje, kjer bi lahko njihove sposobnosti zacvetele do konca in zato grejo in to mogoče malo škoda. Pravim pa še enkrat, nič narobe, da greš ven, to je super in ti da tujina marsikaj, če bi jaz trd, ne vem, 18 še enkrat, bi pa mogoče tudi šel, ne, pa probo, ker je pa tako dvorezen meč to, ne. Eni pravijo, recimo, ko glasbeno poskusijo tudi v tujini, ne. Ja, saj se da, sam je pa 1000-krat več konkurence in težko ponudiš res kaj zelo inovativno novega, česar še niso videli, slišali. Bim bam bom za konec, kaj ti nama je odzvonilo. Lepo je bilo. Simon, hvala, da si se oglasil na Radio Prlek, oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej, ter ne bo čim več dnevov za sanje. Najlepša hvala, pa poglejte Frisbee. Na Instagramu mojemu, ja, točno, evo, vidiš. Sem Simon Vadnjal, vi pa poslušate oddajo Radioaktivno.